Dobrodošli na 27. festivalu slovenskih dnevov knjige, ki se je z današnjo sredo 15. junija pričel v letu 2022. Duh slovenske besede bo vse do sobote zaznati tukaj, predvsem v večernih terminih. Sicer pa bo, lahko rečemo, med vrsticami izpuhtel iz knjižnih novod slovenskih literatov, ki so nam ob tem festivalu predočene strani več založb v naši državi. Ob sklepu današnjega popoldneva bo moč besede z izrazito filozofsko počrtano noto prepoznati med tokratnima gostoma, že sedeča na odru pri vodnem stolpu. Z velikim zadovoljstvom in hkrati navdušenjem vas obveščam, da je med nami pisatelj in filozof dr. Marko Uršič. Pozdravljeni. Z njim pa se bo pogovarjal Tibor Hercigonja, ki je sicer tudi prevzel pod okrilje Festival slovenskih dnevov knjige tukaj v Knežjem mestu. Govorila bosta o zadnjem delu velikega filozofa iz naše srede in sicer o presežnih prisotnostih ali o esejih iz Plotinove metafizike svetlobe. Vabljena, da odpreta transcendentalne kolute tega festivalskega dogajanja. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Tako je že Mateja napovedala, bomo danes govorili z dr. Markom Uršičem, smo pogovarjali o njegovi knjigi, najnovejši knjigi Presežne prisotnosti. Se pravi, govorili bomo o antični filozofiji. Zdaj, Grčija je bila nekako zibelka evropske kulture, znanosti, ki je nekako dala veliko pomembnih mislecev, znanih mislecev, tako je bil, rečemo, Platon, Sokrat, Aristotel. Zdaj nekako Plotino uvrščamo tudi v antično filozofijo. Pa zakaj ravno Plotin? Hvala lepa za povabilo. Hvala tistim, ki ste prišli v tem vročem dnevu. Pa večer se delno tudi snema, tako da verjetno tudi tisti, ki niso tukaj, bodo lahko potem na internetu si pogledali ta posnetek. Hvala Mateji za te prijazne besede uvodne in seveda Tiborju, ki je pripravil to srečanje. Vesel sem, da sem v Celju po kar nekaj letih, predstavljal sem svoje prejšnje knjige že tukaj. Torej, moje glavno nekako literatno-filozofsko delo, da tako rečem, je tetralogija 4 knjig, 4 časi. Zdaj, ta knjiga Presežne prisotnosti pa nekako povzema moje filozofsko razmišljanje zadnjih mogoče 10 let, čeprav sem je opisal krajši čas, seveda, recimo, ampak vseeno na 3 leta. No in če začnem zdaj s tem vprašanjem, zakaj sploh antična filozofija, v kakšnem smislu je to vredno obnavljati antiko, grško, rimsko filozofijo v našem času. Seveda, to je davn čas, od takrat nas loči že 2000 let in več. No, Plotin je, predvsem pa vprašanje, zakaj Plotin, ne? Je kot pač nekje jedro ali pa kot tisti fokus te moje knjige. No, tukaj je več razlogov. Čisto zunanji mogoče razlog, ki pa ni glaven, da sem se lotil tega dela o Plotinovi metafiziki svetlobe, je to, da sem tudi urednik Plotinovih spisov prevoda, Plotinovih spisov v slovenščini, ki izhaja pri isti založbi Slovenska matica.
Zdaj letos bo išel še tretji, zadnji del. To je kar obširno delo, to recimo celotna ta Plotinova dela so približno toliko obsežna kot Platonova dela, pa mogoče po številu znakov danes se to meri. In s tem opusom tega velikega antičnega modreca, ki je pa pri nas manj znan, sem se seznanil bolj podrobno, torej sledim mu že od mladih let pravzaprav naprej, ampak bolj podrobno sem se pa z njim seznanil ravno pri tem uredniškem delu, pri slovenskem prevodu. No, to je čisto zunanji vzrok. Sicer je pa Plotin, to je 3. stoletje našega štetja, 3. stoletje po Kristusu. Jaz si oprostite, ampak bom vsem si dal tale klobuk, ki mi sonce malo svetlova, ne, prihaja, kar je lepo, ampak malo greje in malo slepi predvsem. No, Plotin, 3. stoletje, in sicer je on zadnji pravzaprav res veliki filozof antičnih časov, ne, se pravi starogrško-rimske. On je bil učil in pisal v Rimu, ampak v grščini. V mladosti je bil vse povsod po svetu, izhaja pa iz egiptovske Aleksandrije, ki je bila takrat eno od temeljnih središč antičnega sveta za pomembno knjižnico in tako naprej. No, Plotin, moj glavni razlog, zakaj mi je Plotin tako blizu in zakaj mi je ta metafizika svetlobe blizu, bi rekel, o tem pišem tudi na začetku same knjige, da pravzaprav me svetloba od nekdaj privlačila, tako kot vse nas na nek način, ampak tudi v filozofiji, ne, to vprašanje, to povezava med sončno, zunanjo, optično svetlobo in notranjo svetlobo duha, uma, ne, ki je tako prisotna v Platonovih delih, tudi v prispodobi o votlini, kjer govori o sencah in soncu in tako naprej. Poleg tega je pa to, ne, ta Plotinova filozofija ena velika sinteza antične modrosti, grške in rimske filozofije, ker poleg platonizma, to je novo platonizem, ampak poleg platonizma Plotin vključuje tudi Aristotela, ne, Aristotelova dela, stoike in tudi druge smeri grške filozofije. No, to ime, ne, za tiste, ki mogoče ne veste, je čisti slučaj, naključje, da je veliki ustanovitelj novoplatonizma, obnovitelj platonskega nauka, da je njegovo ime tako blizu, Platon, Plotin, ne, da sta to je bolj slučaj. No in tretje, kar bi rekel, v našem času se mi zdi, da je zelo pomembno to, da nekako vzdržujemo in skušamo v nekem smislu obnavljati tudi to večnostno filozofijo. V latinščini je ta izraz filozofija perennis, ne, se pravi filozofija, ki ni samo, seveda vsaka filozofija je dete svojega časa, kot vsaka umetnost, otrok v dobe, v kateri se rodi, ampak pri filozofiji je nekaj in podobno pri religijah in pri veliki umetnosti seveda podobno je nekaj brezčasnega, ne? In nekaj pač, ki presega naš konkreten čas. In zdi se mi zelo pomembno tudi gojiti, vzdrževati to večnostno filozofija perennis, ker danes se, še posebej pri nas na Slovenskem, ampak seveda ne samo pri nas, se filozofija predvsem usmerja v neke odgovore na trenutni čas, ne? Politične, etične in tako naprej, kar je seveda tudi prav, ne? Ampak v svoji osnovi je filozofija ljubezen do modrosti, ki nas nagovarja skozi neko večnost, bi lahko rekel. Malo sem bil daljši v odgovoru na prvo vprašanje, v nadaljevanju bom pa krajši. Ja, zdaj v prvem delu knjige, prvi del knjige ste posvetil Platonovemu svetu idej, se pravi, to je, lahko rečemo, da je to bistvo Platonove filozofije, ja. Tako imamo mogoče v, ne vem, religiji, kjer postavljajo Boga, kot najvišjo. Platon je mogoče imel samo kreatorja, ampak je kot najvišje vsem postavil svet idej, se pravi, kot tako, ideje. Ja. In zdaj Plotin v bistvu nadaljuje to njegovo filozofijo, te njegove ideje in v svojem traktatu Umski lepoti
pravi Plotin, da so ideje vzrte kot zvezdni bogovi. Zdaj, gre to za prispodobo, v bistvu, kako lahko mogoče sploh razumemo to prispodobo? Ja, hvala za vprašanje, Tibor. Ja, torej jasno, v prvem delu knjiga ima 3 dele, ne? Ta moja knjiga z naslovom Presežne prisotnosti, tudi ta naslov izraža neko osnovno misel, da presežnost ali transcendenca je vselej tudi prisotna v svetu, ne? Je imanentna. Ne? No, knjiga je razdeljena na 3 dele. Prvi je pač naslov Masijoče kraljestvo uma, in to uma kot celote, kot sinteze platonskega sveta idej. Zdaj, seveda, svet idej, ne, to vsaki je pač nekaj, ali vsaka, ki je nekaj o filozofiji zvedla, ve, da je platonizem, da postavlja svet idej kot nekak primaren, ne? Tudi ontološko, metafizično primaren. Se pa to lahko razume na zelo različne načine, ne? Kaj so pravzaprav te ideje, kje so, ne? Odgovor je v samem umu, niso nekje za 9 nebesi, ampak tu, ne? Pravzaprav v istem, so neprostorske ideje, pravzaprav ne moreš umestiti v prostor, idejo pravičnosti, idejo lepote, ne? To so stvari, ki niso nekje drugje v tem prostorskem smislu, ne? No, in tukaj je pomembno brati Plotina kot razlagalca Platona. Jaz sploh mislim, da ko beremo Plotina, mnogo bolje začenjamo razumevati sam platonizem in Platona, ne? Tudi glede videnja, glede teh prispodob, ne? In res je, v enem izmed traktatov Plotin primerja svet idej z zvezdnim nebom, ne? Zvezde razume kot zvezdne bogove. Zdaj, to je prispodoba, seveda, ne? Da so ideje pač zvezde, ne? Ampak hkrati je pa to tudi neka vizija v ozadju, ne? Se pravi, ni samo prispodoba, je več kot to. Drugač pa ta pojem uma, ne, je mi v novem modernem času razumemo, če rečemo ne, razumemo predvsem kot nekaj, kar neko pač zmožnost, recimo, človeka umevati ali pa razumevati, ne. Medtem ko v platonizmu v starih časih je pa tukaj mišljen precej širše, kot neka recimo kozmična razsežnost, ne? Ni samo v meni, v nas, ni samo naša sposobnost razmišljanja, ampak je tudi neka kozmični logos, se reče to v grščini, ne? Logos kot beseda, kot ki obstaja, ki vodi vesolje in podobno, ne? In v tem smislu je ta povezava z zvezdnim nebom zelo močna pri Plotinu. Se pravi, je prispodoba, ne, kot ste rekel, ni pa samo prispodoba, je tudi neko notranje videnje, ne, to je podobno, to je zelo pomembno, ta moment videnja, ker idein, ne, ta glagol pomeni pravzaprav videti v grščini. Ideja je nekaj, kar je vidno v umu, ne, tako da to so pomembne povezave. Da se vse... To sonce, ne? Ja, kar močno sonce. Ja, zdaj, je v Plotinovi filozofiji en temelj, se pravi, Plotinove filozofije. Poleg samega se pravi, tako ste že povedali, se pravi, govorimo tu o kozmičnem ne, mogoče lahko tako podarimo, ali pa se pravi, da so pa tudi ti posamezni individualni ne, se pravi, človeški ampak mogoče, no, to kasneje, ampak se pravi, je kot nek temelj. Poleg samega Plotin navaja še 2 temelja, se pravi, eno, ali dobro, kot najvišje, se pravi, neizrekljivo, in pa dušo. Ne? In zdaj govori tudi o odnosih med temi 3 podstati, hipostazami. Ja. In pravi, da lahko to razumemo kot
istost v različnosti, spravi identiteta v različnosti. Zdaj, na kakšen način lahko razumemo? Ja, ta filozofija gotovo ni lahka za razumevanje. Je težka, ampak ko enkrat pridete v to dikcijo in ko enkrat pridete v ta sistem, ne, potem vam to zelo veliko da. In mi pravzaprav tako bi začel, torej nekako najprej odgovoril na to vprašanje. Mi v sodobnem svetu premalo razmišljamo o duši in o nekem vesoljnem, recimo, umu, vesoljnem logosu, ne. Po eni strani, recimo, se znotraj verstev, znotraj krščanstva dosti govori o duši, pa o božji previdnosti, pa o nekem božjem umu, ki je tako vodi kot presoja svet in tako naprej, ne. Po drugi strani v znanosti duša tako rekoč ni več prisotna. Dosti se govori o duševnosti, ne, te recimo v tako imenovani kognitivni psihologiji, v kognitivni znanosti, ampak o sami duši sodobna znanost kar nekako ne govori več, žal ne. Velik del mojega filozofskega in tudi literarnega opusa v mladosti sem napisal eno knjigo, roman je za animo, anima, kot veste, je duša, ne, po latinsko. Velik del mojega prizadevanja v filozofiji, ne, in pisanja je namenjen temu, da se vrne v prostor, v čas razmišljanja o duši. Ker človek ima dušo, to ne pomeni, da je duša nesmrtna, ne, še. Tega pač preprosto ne vemo v tem smislu, ali individualna duša preživi smrt telesa. Jaz to zelo težko verjamem osebno, da so pač, da duša, recimo, nekaj, konkretno kot oseba tega in tega človeka preživi smrt. Ni pa to seveda izključeno, to je stvar bolj verjetja kot filozofija. No, ampak pri Plotinu, da se vrnem, so te tri hipostaze, ne, so postavljene kot trije vidiki nekega temelja, ne, sveta. Dobro ali eno, pojem, ne samo pojem, tudi neko pač tisto, kar je onstran vseh pojmov, dobro, najdemo že pri Platonu, ne. Ta pojem dobrega ne pomeni, da je to nekaj konkretnega, ne. To je pojem, ki bi bil recimo na Daljnem vzhodu v daoizmu, recimo imate pojem Dao, ne, ali pa v Indiji, v Panišadih imate pojem Atmana in podobno, ne. Zdaj, te tri hipostaze so neka stalnica teh spisov Plotinovih, se pravi, eno ali dobro. To je pravzaprav, to sta dve imeni enega. Eno ni pač nek pridevnik nečesa drugega, ampak je neka poenotujoča, bi lahko rekli, moč, ne? Ki poenoti vse bivajoče, ki je dobra. Ne? Eno je dobro, ker je to neka povezava, ker to ni prepir, ampak je ljubezen, če rečem tako, ne? Zelo metaforično spet. Ne? No, duša je pa ta tretja, se pravi, eno ali dobro, kot prva hipostaza, druga hipostaza tako vesoljni kot individualni, in kot tretja hipostaza tukaj pomeni nek temelj, neka podstat, ne, je duša. Ampak hkrati pa vse te tri, ta trojica, so nekako istost v različnosti. Na nek način bi ga lahko zelo površno to sicer primerja z neko trojedinostjo v krščanstvu, ne, ker kristijani tudi poudarjajo skozi, krščanski teologi, da gre za Oče, Sin in Sveti Duh, da so to tri imena istega Boga. Ne. Zdaj, pri Plotinu ni tega osebe, ne, tukaj v takem smislu, kot recimo je Kristus Božji Sin, ampak je to duh, ne, ki je vesoljni in hkrati duša, ki je vesoljna duša in hkrati individualna duša. Tako da to je en tak leitmotiv tudi moje razlage Plotina, ta odnos med enim in mnogim, ne, ki je enost v mnogem, identiteta v diferenci. In to se zdaj sliši mogoče zelo metafizično, zelo oddaljeno od nas. Ampak v bistvu ni, ne, v bistvu je to je pomembno v našem sedanjem življenju. Povsod je to pomembno, tudi v
na vse zadnje tudi v etiki, tudi v politiki, ne, se pravi eno in mnogo, vzdržati množstvo, vzdržati različne poglede, če hočete, tudi v življenju, različne poti, ne, ampak hkrati ohraniti tisto eno. Ne, tukaj je v zadju ta želja in ta misel. Ja, tako je bilo rečeno, čeprav nikjer se ne govori o kakšnem osebnem bogu ali kaj podobnega pri Plotinu, niti pri Platonu, ampak rečemo, veliko se pa podarjeni, rečemo odnosi, se pravi med temi hipostazami, in tudi rečemo med lepim in dobrim. Ne? Rečemo, to je posebej Plotin je izpostavil, se pravi lepo, mogoče kar je Platon malo zanemaril, v tem smislu, da ni vrednotil, se pravi svojih, teh kiparjev, umetnikov in mi dal neke veljave. Ne? In potem v bistvu Plotin spostavi, se pravi ta lepo, se pravi, da je tudi umetnost. To je, rečemo, razlika med, kar na novo uvede mogoče Plotin. Tako, ja. Ja, ena od tistih najbolj pogostih kritik platonizma predvsem v moderni dobi ali pa v celotnem novem veku je ravno to, ne, da je Platon umetnost tako rekoč degradiral. Da je umetnike, tako likovne kot besedne umetnike, poete, predvsem pa tudi bolj nazorno likovne umetnike, da je primerjal z tistimi, ki posnemajo posnetek, ne, se pravi, ker če nek mizar podela mizo, posnema idejo mize, potem po Platonu, ne, nek slikar, ki naredi, recimo Van Gogh je tudi sliku mize, ne, recimo, ki naslika mizo, v bistvu naredi posnetek posnetka in se oddali na tak način od tega bistva mize, ne. Ampak to je ena najšibkejših točk samega platonizma, samega Platona. To njegovo, recimo, izganjanje umetnikov iz idealne države v njegovi veliki knjigi Država je, tako rečem, škandaliziralo mnoge ljudi, pozneje, deloma seveda upravičeno, njegove kritike. No, Plotin je te stvari popravil, ne, in on ima eno od teh razprav, ker Plotinove razprave so zbrane v tako imenovane, še to bi povedal, in grede Eneade, to pomeni deveterke, 9x6 razprav, to je zbral njegov učenc in pač naslednik Porfirij. Vendar imamo v slovenščini nek kronološki vrstni red v tem slovenskem prevodu. Sodobni prevodi se bolj poslužujejo kronološkega, kakor so nastajale, ne, po vrstnem redu. No, ena od teh 54 razprav ima naslov Fidijev kip Zeusa. In Fidija, kot veste, ne, Fidias je bil znameniti grški kipar, ki je izdelal tiste marmorne kipe med drugim na atenskem Panteonu in tako naprej, Partenonu in tako naprej. No in med drugim je naredil tudi ogromen kip Zeusa, boga Zeusa, vladarja bogov, v mestu Olimpiji. To je stal v pozneje porušenem templu Zeusovem v Olimpiji, kjer so se vršile olimpijske igre v tem grškem času, v grških časih. No in ta kip Zeusa je bil eno od 7 čud antičnega sveta. Ne? In zdaj Plotin v tej razpravi Fidijev kip Zeusa govori o tem, da pravzaprav s tem, da je v podobu Fidija Zeusa, ga ni v podobu takšnega kot je Zeus dejansko, ne? Ampak kot bi bil, če bi se prikazal ljudem, če bi bil ljudem viden. Ne? In tukaj je seveda bistvena razlika v odnosu do umetnosti. Pri Plotinu, v tem primeru likovne umetnosti, kiparstva, Plotin tukaj postavi zelo visoko pač svoje vrednotenje umetnosti, kar je bližje našemu času in našim občutkom do umetnosti. Mi tudi umetnost zelo vrednotimo, ne, v novem veku, ampak seveda so umetnost visoko vrednotili že tudi v antičnih časih.
Tako da to se mi je zdelo tudi pomembno tukaj poudariti in v tem svojem poglavju, v tej knjigi, ker to bi rad poudaril, ne, in ta knjiga Presežne prisotnosti je seveda v osnovi, v izhodišču je to knjiga o Plotinu, predvsem o njegovi metafiziki svetlobe. Ampak v veliki meri je pa to knjiga o meni samem, ker jaz imam odnos do filozofije že ves čas, odkar se ukvarjam od mladih let s tem, na tak način, da to nekako lahko strnem v enem znanem izreku latinskem, ne, de te fabula narrator, o tebi govori ta zgodba. Ne. Filozofija ni nekaj, kar bi bilo neodvisno od mene. Jaz sem tisti, ki to razumem, ki to skušam pač interpretirati in tako naprej. Ne mislim samo jaz osebno, ampak vsak, ki bere recimo te klasike. Ne. In zmeri so ti teksti so ravno zato aktualni, ker se zmeri znova vračamo, ne, k njim skozi sebe. Ne. No in v tem poglavju o Fidijevem kipu Zeusa jaz skušam razmišljati tudi, ne, to je, mislim, da je to 7. poglavje, 7. esej v tej zbirki in skušam razmišljati stališča sodobne umetnosti. Tudi kam je pravzaprav, ne, jaz zelo visoko, da se razumemo, cenim moderna umetnost 20. stoletje. Ne, samo je pa dejstvo, da se je začela umetnost likovna, o njej govorim tukaj, ampak analogno tudi besedna in marsikatera druga, ne, pač panoga umetniška, se je začela v zadnje čase, desetletje, 2, mogoče več, deloma zgubljati v nekih labirintih, v nekih instalacijah in tako naprej. Po drugi strani pa seveda nastajajo nove oblike umetniškega izražanja, tako kot virtualna realnost in podobno. Ne? Se pravi, pač jasno, da stvari grejo naprej. Ne? Ampak tist ideal antične umetnosti, ki pravi, da pač obstajajo neki večni estetski kanoni, ki se jih je treba vendarle držati, ne? Neka forma, ne? Se pravi, ta glorifikacija, to postavljanje forme, oblike kot v likovni umetnosti in seveda tudi v glasbi in poeziji, ne? In tako naprej. To se je v našem času, v nekem dolgem procesu tega moderne dobe, ne, se je deloma izgubilo in zdaj tu gre za neko refleksijo, kje smo pravzaprav zdaj glede tega, brez pretenzij, da bi dokončno odgovarjal na to vprašanje. V Plotinovi filozofiji rečemo, je zelo pomemben tudi pojem emanacije, se pravi emaniranje, bomo rekli, te svetlobe iz enega dobrega. Zdaj, vi v knjigi poudarjate v bistvu, da je pravilno razumevanje emanacije pri Plotinu, se pravi ključno za razumevanje celotne Plotinove filozofije in da ta izraz v bistvu je lahko tudi zavajajoč in da v bistvu, kar smo že prej govorila, se pravi, da omogoča to istost v različnosti. To nekje tudi omenjate, to smo že prej tudi ste omenili, se pravi v logosu, da logos je nek posrednik med, se pravi, med tu in tam, ne, govorimo tu in tam, se pravi med našim svetom, se pravi, kako vsa ta svetloba to Plotin nekako opredeli sončno svetlobo za emanacijo sonca, kako v bistvu pride v ta svet. Se pravi, govorimo tudi v končni fazi v tem problemu, se pravi, duha, telesa, povezava, odnos telesom. Emanacija, ne, to je en tak pojem, ki je v bistvu značilen za Plotinovo filozofijo. Zdaj tukaj, ko govori Plotin, da je proces emanacije iz tega dobrega enega, torej vsega množstva, vseh idej in na vse zadnje vseh duš in vseh biti tega sveta, iz tega prvotnega enega, da je to neko sijanje, žarenje, ne, izsevanje, iztekanje, kakorkoli prevajamo ta izraz emanacija. Plotin nenehno poudarja, da s tem se vir, ta pravir, ne, sama ta prasvetloba
popolnoma nič ne zmanjšuje, se pravi, da se ne izčrpava, tako kot se sonce vendarle izčrpava, ne, skozi milijarde let, ne, ki so pa taki razponi časa, da mi tega ne vidimo, ne. In mi sonce še zmeri vidimo tako, kot so ga videli stari Grki, ne, in kot so ga stari narodi. Mi samo vemo, ne, o soncu iz znanosti in tako naprej, da je končno, ne, da bo nekoč ugasnilo. Ne, tu je recimo neka možnost nekega nesporazuma, drugače pa to zelo pogosta prispodoba s soncem, svetlobo, ne, ravno ta, pa tudi zvezde seveda, ne, kot sem prej že omenil, pri Plotinu. In to je meni zelo blizu, ne. Jaz sem se tudi kot profesor na predmeta filozofija narave predvsej ukvarjal in predaval o kozmologiji, o sodobni kozmologiji tudi, ne. In mislim, da je ta kozmični moment razmišljanja zelo pomemben, ne, in zato mi je tudi blizu Plotin, ne, ker gre za neko kozmično, za neko svetlobo, ki izvira iz nekega pravira. In to na vse zadnje, veste, to na vse zadnje dan danes tudi znanost v nekem smislu potrjuje, ne. Ta teorija Big Banga, ne, je pravzaprav, ne, neka sodobna varianta stare vizije, starega predstave, da svet izvira iz neke prvotne svetlobe. No, pri Plotinu nimate nekega stvarnika, ki bi to udejanil tako kot v Bibliji, ne, ampak je to dobro eno, je neko večno in neminljivo stanje, ne, ki nenehno izseva iz sebe množstvo. V tem je Plotin morda bližje, ne morda, gotovo v marsičem bližji vzhodnim duhovnosti in vzhodnim verstvom, Upanišadom, budizmu, predvsem Mahajana budizmu, ne, in tudi kitajskim smerim, daoizmu in tako naprej, ne, kot pa recimo krščanstvu. Čeprav je seveda krščanstvo, predvsem cerkveni očetje in med njimi najbolj Aurelij Avguštin v 4.-5. stoletju, je zelo vključeval Plotina v krščansko teologijo, ne. V nekem smislu se ga krščanstvo celo posvojilo in to ne napak, ne, jasno, da tudi krščanska teologija se lahko marsičem razlaga s temi filozofskimi pojmi in vizijami, ki jih je razvil Plotin. No, mogoče še v tem sklopu beseda dve o panteizmu, ne. Tukaj tudi nekaj pišem o tem, namreč v zvezi s to emanacijo, ne. Emanacija je nek večen proces tega sijanja mnogega sveta, vseh biti iz te prvotne luči. V nekem smislu je to blizu panteizmu, predvsem neki razvojni obliki panteizma, ne. Utemeljitelj panteizma v ožjem pomenu je bil mnogo pozneje filozof Spinoza v 17. stoletju. Ampak seveda ta misel, ne, da je vse vesoljstvo pravzaprav božansko, da lahko do neke mere izenačimo vesolje z Bogom, z božanstvom, je zelo stara, ne, je že pri predsokratikih, pri zgodnjih grških mislecih in v nekem širšem smislu lahko govorimo o panteizmu pri Plotinu tudi, ne, ne pa v tem striktnem ožjem smislu, ne. Plotin je med drugim recimo tudi precej vplival na Giordana Bruna, ne, o katerem sem jaz tudi prejšnjih letih torej pisal in tudi sem bil urednik kozmoloških spisov Giordana Bruna. Giordano Bruno je bil renesančni panteist, ne, pravzaprav bi lahko rekel, ali pa blizu panteizmu, ki je izenačeval božanstvo, ali pa božanstvo z vesoljstvom, oziroma bolj natančno rečeno, njegova misel Brunova je bila ta, ne, da se je Bog božanstvo utelesilo ne samo v nekem Božjem sinu, ne, Jezusu, ampak v celotnem vesolju, ne. In to je recimo misel, ki je tudi v ozadju Plotinove metafizike svetlobe, da se pravzaprav tista prvotna luč, prvotna metafizika, ki jo lahko, metafizična luč, ne, ki jo lahko, ne, tudi razumemo kot božansko svetlobo, ne, da se pravzaprav
utelesi v vseh bitih tega sveta, ne, v vsem vesoljstvu. Mi smo tako rekoč stkani iz svetlobe, ne, tudi iz snovi, seveda, ne, to smo pa pri problemu telesnosti, ne, naprej. Zdaj rečemo teme, ki se dostkrat pojavljajo v filozofiji, sta tudi dve temi, rečemo čas, večnost. Zdaj kako so antiki gledali na te teme, če vzamemo nekako ozir v to, da je pred krščanstvom v bistvu sploh niso poznali linearnega časa, tako ga poznamo danes, se pravi, je bil cikličen čas. Ja, glede, običajno ko se govori o tako imenovanih temeljnih modusih ali načinih časa, časovnosti, se običajno razlikuje med krožnim ali cikličnim časom poganstva ali pa antične filozofije in tudi religije, pa tudi drugih, recimo, poganskih filozofij religij na vzhodu, recimo to cikliranje v budizmu sansara in podobno, ne? Na eni strani, na drugi strani pa z judovsko-krščansko Biblijo je prišel nek koncept, recimo temu linearnega časa, ki ni nujno linearen v obliki neke geometrijske premice, ampak napredujoči čas, ne, se pravi, razvojni čas, ki ima nek začetek, ne, na začetku sveta z stvarjenjem in tudi nek konc. V Bibliji je to pač posledna sodba, ki je opisana v knjigi Razodetja, v knjigi Apokalipsa, v zadnji knjigi Svetega pisma. No, Plotin tukaj pravzaprav nekje združuje in krati presega oba ta modusa časa v nekem razumevanju časa in večnosti, ki je izrazito, bi lahko rekli, mistično, je tudi vplivu na mnoge poznejše mistike. Namreč, ko mi običajno, ko govorimo o večnosti, ne, večnost si predstavljamo, lepo, da me obiskuješ, ampak prosim te, da me malo vsem pustiš pri miru, še četrt urce, ja, hvala. No, skratka, zdaj tako, ne, ko mi običajno, ko govorimo o večnosti, kaj si predstavljamo pod večnostjo? Da bo nekaj večno trajalo, ne? Se pravi, da nekaj se začne, zdaj, o pretekli večnosti se redko kdaj govori. Običajno mislimo, da je svet nastal, sledeč tudi tem krščanskim predstavam, ki so bistveno opredelile, seveda, ne samo kristjane v možnem pomenu dan danes, ampak tudi celo zahodno civilizacijo, ne. Tudi ta razvojni vidik, ne, je evolucija in tako naprej, je v bistvu nek napredujoči čas. No, ampak predvsem večnost razumemo kot neko večno trajanje v prihodnost, se pravi, da ni konca v prihodnost. Zdaj, Plotin pojmuje primarno večnost drugače in tudi že Platon, to je to platonsko pojmovanje večnosti trenutka, vsakega trenutka. Večnost ni neko raztezanje časa v neskončno prihodnost oziroma nazaj, neko neskončno preteklost, v neko trajno vračanje enakega cikliranja in tako naprej, ampak je večnost razume kot večnost trenutka. Se pravi, večnost je v nekem smislu po Plotinu možno mistično doživeti v življenju. Se pravi, vstopiti tudi sredi življenja v nek trenutek brezčasnosti, v nek trenutek večnosti, kakorkoli to imenujemo, ne? In Plotin sam je, oziroma njegov biograf Porfirij, je v tej znameniti biografiji Plotinovo življenje, ki je v slovenskem prevodu tudi prevedena na začetku te prve knjige prevoda Plotinovih traktatov, je rekel, da je v tistem času, ko je bil Porfirij njegov učenec v Rimu pri Plotinu, da je njegov učitelj Plotin doživel 4 take ekstatične trenutke večnosti, ne? Natanko število 4 je navedeno. To je zelo zanimivo, da je tako to število, ne? Ker to pomeni, kaj to pomeni? To pomeni, da je to neko zelo opredeljeno stanje, da to, mislim, ne, da je to nekaj, kar rečeš, aha, to je to, ne. Zdaj, jaz zase težko rečem, da sem v svojem življenju na tak način doživel take ekstatične trenutke. Na drugačen, mislim, ne, mogoče bolj nekje ne tako jasno definirano, no,
ampak mistiki govorijo o tem, ne? In Plotin to je neka filozofska mistika. Ni samo mistik, ni mistik v smislu pač povečevanja neke misterioznosti, nekih misterijev, ampak to je neka filozofska mistika. In njemu je večnost pač večna sedanjost. Trenutek postane večen. Trenutek je iztrgan iz časa in postane večen v nekem ekstatičnem, zanosnem stanju. Ne? No, to po drugi strani pa opredeli čas, ne, v znamenitem traktatu o večnosti in času, o katerem tudi jaz pišem in ga interpretiram potem po svoje, tudi v tej knjigi, ki pač jaz seveda ne morem zdaj v tem kratkem času, ki mi je na to na razpolago dan, obnavljati pač vseh teh reči, ki so tukaj not v tej knjigi, ampak večnost, oziroma čas kot nasprotje, kot neka podoba večnosti, ne, kot neka senca večnosti. Zanimivo v platonizmu, že pri Platonu, pa tudi poznaj pri Plotinu, je izrazito pri Plotinu, je večnost resničnejša od časa. Ne. Mi običajno mislimo, da je čas, če je kaj, pač resnično je čas. Čas nas nenehno priganja, nas nenehno v bistvu ne, utruja in tako naprej. No, Plotin misli, da je ta večnost primarnejša in čas opredeli kot spreminjanje, kot prehajanje življenja iz enega načina v drugega. Medtem ko v večnosti pa ni tega prehajanja v različne načine bivanja duše. Ne? In duša živi v času, pa v večnosti. Ne? Ker v v večnosti naj bi bilo prisotno vseh hkrati. Ne? Ja, pa so pa to seveda zelo zapletene teme. Kolega mi je namignil, da imamo še 5 minut, pol smo rekli, da bi še malo mogoče pogovora bilo med vami, ni nas ne vem koliko, ampak seveda sem vesel za tiste, ki ste prišli, pa mogoče kaj poveste, kaj vprašate. No, ampak predtem bi pa še s Tiborjem tole ko bi rekel, glavni del nekako zaključila, ne? Prosim. Gremo naprej. Ja, gremo naprej, ampak če imamo 5 minut, je zelo malo. Predlagite, vi predlagite. Pol pa tako, mogoče bi jaz še na kratko strnil teme v drugem delu te knjige. Drugi del te knjige ima naslov Duša med umom in telesom. Duša naša je zmeraj razpeta, ne? Naša individualna duša nekako se ne prepozna brez telesa. Ne? Ko se pogledamo v gledalu, vidim svoje telo, ampak hkrati si rečem, ali pa svoj obraz, ampak hkrati si pa rečem, kdo sem pravzaprav jaz. Ne? In na to vprašanje si odgovorim običajno, jaz sem ta, ki gleda, ne? Se pravi, ta zavest, ki je za tem obrazom. Jaz sem to je recimo duša, ki je nedvomna, ne? Ki ni nekaj eteričnega, nekaj, ki bi bilo nekje daleč. Ampak vsak od nas ve, da smo, ne, če se vprašaš, kdo sem jaz, ne, ali pa ali sem jaz telo, ne, potem rečeš, ja, jaz imam telo, ne, tako kot imamo mi vsi, ne, in to je nekaj lepega seveda, ne. No, tukaj je zanimivo vprašanje Plotinovo, ne, ki ga postavi in o katerem jaz tudi pišem, na temo, ali so vse duše ena sama. Ne? To je zelo lepa misel, da vse duše so v globini ena sama. To je zelo Plotinova misel, tista hipostatična duša kot hipostaza, da je ena sama, ampak seveda ta ena sama duša ni individualna duša v tem smislu, da bi imela individualne spomine, individualne želje in tako, ampak je to neke vrste na eni strani vesoljna duša, duša vesolja, na drugi strani pa duša, ki je skupna nam vsem. Ne? Recimo, na Zahodu se včasih temu reče, recimo v jungovski psihoanalizi se temu reče sebstvo. Ne? Tisto, kar presega, kar ni ego, kar ni moj mali ego, ki je vezan na določene želje, na določene spomine in tako naprej. Ne? In tukaj se odpira ena zelo široka pakljača različnih vprašanj in odgovorov, ne? Kaj potem s vsemi spomini, potem se zelo lepo in presunljivo sprašuje, ja, če je duša ena sama, če pravzaprav ne preživi, tu on spet ne postavlja dokončnega odgovora. Ne? In to je ravno lepo. Ne? On postavlja vprašanja in jih razmišlja o njih, ker filozofija, kot jaz sem večkrat rekel študentom, je prej varuhinja vprašanj, kot pa
dajalka nekih dokončnih odgovorov, ki nikoli niso dokončni. Ne. Tibor je bil moj študent, verjetno se spomnim tega, ne, da sem to včas rekel, ne, da je filozofija varuhinja vprašanja. No in ravno Plotin je tisti, ki postavlja prava vprašanja. Ne, zdaj, ravno glede duše, tudi glede enosti, ne, te duše, ne, in spomina, kaj je zdaj spomini, kaj je s tistim najdragocenejšim, kar nosimo v spominu, spomini na naše drage, na trenutke, ki so nam bili lepi in tako naprej, ki jih skušamo ovekovečiti, ne, v narekovaju, s tem, da jih fotografiramo, s tem, da se jih ne bi pozabili. Ne. Tukaj je eno vprašanje. Drugo vprašanje je to, ne, odnos med dušo in telesom. Ne. To o tem Plotin ogromno govori. Seveda on tukaj kot idealist, kot platonik zelo preferira duha, dušo, ne, nad telesom, ne, v nekaterih teh razpravah celo govori o telesu kot ječi, ne, ali pa grobu duše, ne, to je ta znamenita orfiška že formula soma sema, ne, soma je telo, sema je znak ali grob, ne, ta vojni izraz, semantika iz tega. Ne. Zdaj, jaz osebno mislim, da duša, da telo nikakor ni grob duše, ampak mnogo prej nek znak duše, ne, v tem življenju. Ne. Se pravi, duša se izraža skozi telo, človeška duša se izraža skozi telo. Ne. Potem na vse zadnje, da s tem končam, pa imamo še potem četrt urce, 10 minut četrt urce časa, bom še Matejo prosil, da še prevzamem malo kakšno besedo. Bi omenil še eno stvar tukaj, o kateri pišem v tej knjigi, in sicer o smrti in zlu. Namreč Plotin se zelo direktno, to je zelo lepo, to njegovo, to ustrajanje na teh vprašanjih, zelo direktno se vpraša, ali je smrt zlo. Zdaj, seveda, mi takoj nekako odgovorimo, seveda je zlo, ne, in tudi jaz tako odgovorim v tem smislu umiranja, trpljenja, odhajanja, bolezni, slovesa, v tem je nedvomno zlo. Ampak vprašanje, ki ga postavlja tle Plotin, je drugo, ne? Ali je končnost individualnega življenja zlo ali ne, življenja v telesu. Ne? Tukaj je pa že drugo vprašanje, ne? Ki je pa globlje. To je vprašanje, ki ga je prvi z vso ostrino in jasnostjo postavil Sokrat v znamenitem delu Fajdon, ne? To je v slovenščini Poslednji dnevi Sokrata pred svojo smrtjo. On je bil Sokrat, kot veste, obsojen na smrt, ne, zaradi pa ne bomo zdaj šli v to, ne, v atenski državi, pripisovali so mu da je kvaril mladino in podobno, ne, v glavnem. No, skratka, in on je potem spil tisto trubeliko, se pravi strupeni napoj, ne, in predtem ima pogovor s svojimi učenci, ki so kot nekakšni apostoli, ne, čeprav Sokrat ni Jezus, ne, ampak je bil človek skozi in skozi. No in to vprašanje je prvo postavil Sokrat, ali je smrt zlo, ne, in Sokrat odgovarja pravzaprav na to vprašanje negativno, ne, da ni. Seveda, človek bi lahko rekel zlasti, če človek živi 71 let, ne, to, kot je živel Sokrat in toliko, kar sem jaz zdaj star, ne. Če si pa mlajši, pa gotov zlo, ne, prekratko življenje. No, skratka, to so zelo življenjska vprašanja. Plotin s tem bi nekako zaključil, pa so vprašanja v zvezi z usodo, svobodno voljo in tako naprej. Ogromno teh vprašanj, ki jih skušam nekako zajeti skozi to staro filozofsko misel in aktualizirati, ne? Ker to govori o našem času, o našem svetu tudi. To so večne misli, večna vprašanja, ki se jih pač preprosto ne da, ali pa ne moramo jih enostavno postaviti na stran. To nas spremlja. Ne? Glejte, tretji del te moje knjige je najkrajši, nekako najbolj strnjen, govori pa o tej prvi hipostazi, o dobrem ali enem, o čemer pravzaprav ni mogoče govoriti. Ne? Ampak tako kot je nekdo rekel, ne, mislim, da Bertrand Russell mistika je skozi govorila o molku, hkrati je bila pa zelo zgovorna o tem molku. No, jaz sem tukaj v tem zadnjem delu, ki obsega enih 30 strani, pod naslovom Krogi luči,
sem izbral iz prevoda Plotinovih del, sem izbral 9 takih zelo značilnih pasusov. In na vsakega sem dodal en par svojih misli v nekakšnih verzih, to so bolj filozofski verzi. No, zdaj bi prebral pasus z naslovom Vrelec in drevo. To je iz traktata, ki ima naslov Plotinovega o motrenju. Takole pravi: kaj je torej dobro ali eno? To je moč vseh stvari, brez katere ne bi bilo niti njih, niti uma kot prvega in vesolnega življenja, ker živi. Kar pa je nad življenjem, je vzrok življenja, kajti življenjska dejavnost, ki je v vseh stvarih, ni prva, ampak tako rekoč pritega kot iz nekakšnega vrelca. Zamisli si vrelec, ki nima drugega vira in se ves daje rekam, a se ne izčrpa v njih, temveč ostaja nedotaknjen. Reke pa, ki pritečejo iz njega, so sicer še skupaj, predno uberajo vsaka svojo pot, a vsaka že nekako ve, kam bo krenil njen tok. Ali pa si predstavljaj, to je pa druga prispodoba, življenje velikanskega drevesa. To življenje pronica skozi vso rastlino, medtem ko se njegovo počelo ne razprši po celotni rastlini, ampak ostaja tako rekoč zasidrano v korenini. To počelo torej priskrbi rastlini vso njeno mnogotero živost, samo pa ostane tako, da ni mnogotero, temveč vir mnogotere živosti. In v tem ni nič nenavadnega, kvečemu se lahko čudimo, kako nekje množstvo življenja prišlo iz nemnoštva, in temu, da množstva ne bi bilo, če ne bi bilo pred njim tega, kar ni množstvo. Kajti počelo se ne porazdeli v vesolje. Če bi se, bi uničilo vesolje in vesolje ne bi več nastajalo, če ne bi počelo, se pravi to eno dobro, ostajalo samo pri sebi ter bilo drugačno od vesolja. Zato je vsaka vrnitev vedno vrnitev k enemu. No, to je en pasus, prevod iz Plotina. Zdaj pa teh par mojih stihov, s tem bom pa končal, stihi, ki nimajo neke posebne pesniške ambicije, ampak so bolj filozofski verzi, kot so marsikdaj bili tudi v obdobju renesanse, so renesančiki, ki so mi zelo ljubi v filozofiji in nasploh so radi vpletali v svoje traktate, v svoje razprave verze. Predstavljam si, da živim kot drevo, da sem eno samo veliko drevo med zemljo in nebom, da tiho motrim vesolno moč, ki pronica skozi me, če tudi ne vem, kdo sem, saj le čutim živo vodo, ki se iz korenin dviga k mladim zelenim listom. In v tem motrenju drhtim, ko mi veter češe veje, ko hrepenim, da se temni sokovi zemlje ljubeče združijo s svetlimi žarki neba. Tedaj pride mimo človek, filozof, me objame. V času covida smo predvsej objemali drevesa, vsaj jaz. Zato, ker je bilo kakor prepovedano objemati ljudi, zdaj se radi objemamo, seveda. Torej, pride mimo človek, filozof, me objame, mene drevo, občuduje moje tisočere liste in premišljuje, kako je mogoče, da tolikšno množstvo listov, seveda in vej, prihaja iz enega samega vira in kako da se vrelec, razdajajoč se studencem, potokom in rekam, v njih nikoli ne izčrpa. In predvsem, zakaj se počelo ne porazdeli v vesolje? Citat, ne? Mar ono ve, da brez enega vesolje ne bi več nastajalo, pravi Plotin. In zdaj, kako naj ta radovedni človek, filozof, se pravi jaz, doume, da je vrnitev vedno vrnitev k enemu, kot pravi Plotin. Hvala lepa. Hvala.